Zdaj ne vem, koliko ste domači s tem pojmom, eni bolj, drugi manj. Tisti, ki ste na fakulteti za socialno delo študirali, ste 100% za to slišali, ta drugi, ki ste v prakso prišli iz kakšnih drugih področji, ste verjetno tudi od svojih kolegov in kolegic o tem poslušali, tudi na kakšne izobraževanja, verjetno še dodatno hodili, tudi Herta je danes že, ki je imela uvodno predavanje, omenjala ideje in koncepte, ki so povezani z normalizacijo. In dejansko sama ideja, če gledamo čisto zgodovinsko, pravzaprav ne več 50, že 60 let, verjetno obstaja tam iz 60-ih prejšnjega stoletja ven. In v bistvu se je koncept uveljavljal pri iskanju, kako najprimerneje izvajati in načrtovati storitve v socialnem in zdravstvenem varstvu. Zdaj, če gledamo čisto to, kar je dostopno, recimo o tej ideji izvirov, se zdi, kot da je ta pojem najverjetneje prvi uporabil v 60-ih letih en danski praktik, Bank Mikkelson, in je normalizacijo definiral kot dopuščanje, da si duševno zaostali ustvarjajo eksistenco, ki je kolikor mogoče blizu normalni. Zdaj, te pojme sem pustila, te starinske, zato ker tudi govorijo o tem, kako se recimo na ljudi v tistem času gledalo. Idejo je potem na Švedskem razširil en drug strokovnjak, Bengt Nirje, ki je izpostavil in zagovarjal prepričanje, da imajo ljudje z intelektualnimi ovirami enake človekove pravice kot večina in da imajo pravico biti spoštovani. Opozarjal je, da je vsak človek individuum in da ima svojo identiteto, poudarjal je pomen samoodločbe in enakih možnosti, upoštevanje izbire, želja, teženj. Prepoznal je, kako težko se je ljudem uveljavljati v družbi, če so kakorkoli prizadeti. Te stvari vam zdaj majčkeno bolj takole prikazujem zato, ker saj sama opazujem, da recimo na področju našega socialnega dela je ta ideja normalizacije postala tako nekako samoumevna in na nek način tudi normalizirana, neke vrste norma, da se včasih tudi izgubi ta občutek, odkot, iz česa ven se je princip sploh razvil, iz česa ven je sama zamisel nastala. Ker nevarnost je tudi pri ideji normalizacije, da rata preveč stereotipna v smislu tega, kako jo razumemo in nismo več kritični do tega, kar zagovarjamo, in včasih celo pol se spremeni v en tak strokovnjaški žargon in mi rečemo, ja, mi pa delujemo v principih normalizacije, ampak v resnici se sploh ne vidimo več konkretno, kaj dejansko se v tem principu skriva, kaj zagovarjamo, zelo posplošeno jo uporabljamo in bolj kot ene vrste nalepko za tisto, kar počnemo. Tako da en pomembnejših avtorjev oziroma tistih, ki je na sam princip definicije pojma normalizacije vplival, je bil tudi en ameriški strokovnjak Wolfensberger v 70-ih. Recimo, to je ena taka, on je pa predvsem opozoril, da se na ta kulturni vidik normalizacije oziroma je opozoril na to, da v družbi obstajajo neke norme, vrednote, ki označujejo, kaj je tisto, kar je normalno in tisto, kar ne bi prevladovalo. In opazuje, da se ljudem, ki imajo kakršnekoli težave, ali so invalidni, ali imajo neko intelektualno oviranost ali kakorkoli, da jim se onemogoča vstop v te kulturno cenjena pojavljanja v življenju. Tako da recimo on definira normalizacijo kot uporabo kulturno cenjenih sredstev za vzpostavljanje in ali vzdrževanje osebnih vedenj, izkušenj in značilnosti, ki so kolikor mogoče cenjene. Norma je tisto, kar je kulturno cenjeno.
termin se je zdaj manj povezoval s tistim, kar je bilo normalno ali povprečno, in bolj s tistim, kar je bilo kulturno cenjeno. Razlika je bila bolj ali manj jasna, marsikaj je denimo normalno, da invalidni ljudje na primer niso zaposleni, vendar pa je v zelo redkih kulturah, če sploh v kateri, to cenjeno. Pomagati invalidni osebi, da si najde dobro plačano delo, pomeni pomagati ji, da postane bolj cenjena. Do koncepta, to, kar sem prej rekla, da normalizacija kot taka, če jo jemljemo zelo pavšalno, lahko nas zapelje tudi v kakšne slepe ulice, zato je pomembno se zavedati tudi teh nekih kritičnih opazk, ki so jih dali različni avtorji oziroma tudi praktiki. No, zdaj sem se spomnila, nisem vam recimo povedala, pa sem upala, da se bom na začetku, da sem se jaz s tem konceptom normalizacije srečala skozi predavanja, ki jih je pri nas v 90-ih imel en angleški socialni delavec in profesor David Brandon. Pol ven iz tega je tudi Vito razvil cel kup enih takih izpeljank, no, oziroma konkretizacij. No in Brandon recimo je opozarjal na ene take, na neke te slepe pege, ki jih lahko kakšne definicije tudi vzpostavijo, če nismo previdni pri tem, kako o njih razmišljamo. Po Brandonu recimo naj bi normalizacija, tako kot jo je definiral Wolfensberger, njega je motil to, da ima ene vrste tak pridih neke resnobnosti, vse tako je preveč resno in da uniči spontanost, ki je pomembna za delo pri delu z ljudmi. Se pravi, če se preveč, da tako rečem, vstopimo v to pozo pomembnosti in stvari počnemo izrazito togo, se lahko ujamemo v ene take šablonska načine razmišljanja in nismo več pozorni na to, da življenje poteka iz naključja v naključje in da se je treba, tako kot je Lorenzo prej rekel, v bistvu odzivati vsak dan sproti. In če v znanosti in v praksah, ki smo jih razvijali v zdaj recimo zadnjih letih, pa ne z vidika zelo institucionalnih praks, je ta potreba potem, da bi bile stvari nadzorovane, za vse enake, kategorizirane, zelo omejevala to možnost biti spontan, se na hitro obrniti, res se odzvati na individualno, dati prostor za to, da se prilagodimo in ne vem, tole, kar zdaj recimo tudi na lastnih kožah občutimo, naprimer tale korona kriza, je nekatera okolja zelo, po eni strani neki dekreti in toga navodila, po drugi strani ta toga navodila nič kaj dosti jasna, kako jih v praksi izvajati in ljudje v tem strahu, da ne bi nečesa povozili, se kar ustrašijo razmišljati tudi skozi lastno izkušnjo, skozi razmišljati, kako biti človeški pri uveljavljanju enih napotkov in tle je ta manko, ki ga jaz recimo v zadnjih mesecih opažam, da po eni strani stroka in politika dajeta neke usmeritve, hkrati pa čist zmanjka na tej praktični ravni. Ne vem, recimo en tak banalen primer, jaz sem brala tista navodila, kaj narediti, če med študentkami zaznamo nekoga, ki je okužen, in med navodili NIJZ je, da ga moramo takoj izolirati in ga opozoriti, da naj pokliče svojega zdravnika in da naj gre domov, ampak da naj ne uporabi javnega prevoza. In potem sem jaz moje kolege in tudi vodstvo fakultete spraševala, kako naj pa zdaj pol človeku pomagam, ne sme iti na javni prevoz, ampak kako naj mu na en tak človeški način? Človek je itak prestrašen, ustrašen, po protokolu mora itak najprej svojega zdravnika klicati, mogoče pa iz enega zelo oddaljenega kraja, in nisem dobila nobenega odgovora. Ena kolegica mi je samo napisala, poklič taksi ali pa rešilca, ampak taksi je tudi javni prevoz in rešilec bo prišel samo, če je človek ogrožen. Skratka, jaz še zmeraj ne vem, kako naj človeka, sporočilo, ki je tukaj zadaj, postavi ga pred vrata.
Ne, in meni je to grozljivo sporočilo. In take stvari, ne, to je tista togost, ki je samo na videz rešuje problem, v resnici pa na tej čisto individualni, osebni ravni zakomplicira. Zdaj sem pa jaz malo svojega časa povozila s tem primerom, tako da, ja, in to, kar je tudi zelo pomembno, ne, pri zaznavanju problema oziroma neka slepa pega normalizacije, ki je tudi zelo pomembna, ne, da normalizacija ne pomeni ljudi normalizirati v to smer, da bodo zdaj postajali podobni vsem ostalim normalnim, ne, od njih zahtevati še več, kot bi zmogli, ampak da gre za to, da jih vidimo take, kot so. In da ne gre za to, da ne bi se zdaj invalidni ali pa ljudje s težavami v duševnem zdravju spreminjali in preoblikovali tako, da bodo sprejemljivi za družbo, ampak obratno, ne radikalno, v bistvu bi se morali spreminjati tudi tisti, ki so izključevalci, ki izključujejo. Recimo to, kar sem prej govorila o teh nekih dekretih, ne, tudi Vito opozarja, da normalizacija ne bi bila neko tehnološko navodilo o tem, kako na vse načine pomaga stigmatizirani ljudem, ampak je v bistvu vprašanje, ne, kako zdaj razumeti, kaj so značilnosti stigme, kaj so značilnosti izključenosti. In skozi to lahko pol tudi debatiramo o tem, kako kot neka družba in civilizacija razumemo normalnost. Nekaj, kar ste opozarjali, na kar je opozarjal tudi Brandon, in se tle recimo sta bila to nekaj, ne, kar se tudi pogosto dogaja z ljudmi, ki imajo kakršnekoli primanjkljaje, ki jih potem pomembno ločujejo od večinskega prebivalstva, je tudi to, a zdaj te ljudi nekje zbirati ali ne, segregirati, ali jih združevati ali ne. Tako da po eni strani je Wolfensberger, ki je šel zelo v to individualni pristop, posameznik, ki videti kot njegovo individualno nepotrebe in situacije, ampak Brandon je pomembno pozoril, da se morajo ljudje, ki imajo podobne izkušnje, tudi imeti možnost zbirati, da lahko to svojo izkušnjo delijo, da prepoznajo da niso več sami, ne, da si drugega znajo tudi podpreti. Tako da ne, to, kar naredi inštitucija, je, da segregira ljudi na način, da jih sicer namesti vse, ki imajo podoben problem na isto mesto, ampak hkrati jih seveda jim ne omogoča, da bi to svojo izkušnjo tudi imeli kot nekaj, kar je njihova pomembna življenjska vednost in da bi lahko s temi izkušnjami karkoli naredili. Vsi ti avtorji so izpostavljali pomembne teme normalizacije in te teme normalizacije bomo tudi nagovarjali v temle modulu, ki ga bo zdaj v nadaljevanju naslednjih mesecih, ki ga imava čez skupaj s Herto, te teme kakovosti življenja, ritma življenja, samoodločanja, možnosti, pravice. To vam bom tudi poslala, tako da ne bomo zdaj šli in si časa jemali s tem, ampak nekaj, kar je zelo pomemben in kar bomo naslavljali res pri tem, ko se bomo opazovali, ko v bistvu mi bomo zdaj motrili sami sebe, kako zdaj mi znotraj enega okolja trenutno delamo in kako živimo in kaj zdaj lahko naredimo, da bomo temu, kar je recimo prej Lorenzo rekel, da bomo drugega bolj sprejemali tudi kot ljudi, da se bomo na tej človeški ravni vzpostavili prostore bivanja, da bomo zelo opazovali vloge, v katerih smo, in ureditve, po katerih smo znotraj teh institucionalnih okvirov postavljeni. In pod temi ureditvami in vlogami, na eni strani so diskurzi, jezik, simboli, kako svet zaznavamo, po drugi strani so čistene prisile vsakdanjega življenja, ki jih nekaj že to, da se pojavljamo v telesih, že naša telesnost nas na nek način zelo determinira in določa, kako ene stvari lahko pa zmoremo, druge pa ne. In recimo konstrukcije naših vlog skozi naše telesne pojave pa spet zakomplicirajo stvari še na teh bolj simbolnih ravneh. To, kar je tudi zelo uporabno pri motrenju teh naših vsakdanjih praks in kako spreminjati stvari v smeri normalizacije,
je recimo taki uporabni kriterij, jih je Brandon razvil, recimo 5 načel normalizacije, da gledamo na odnose, ki jih imamo med seboj, na izbiro, na sodelovanje, kako se kot posamezniki lahko osebno razvijamo, koliko imamo te svobode za to, da se lahko osebno razvijamo, koliko smo socialno vključeni. V bistvu to, kar vam tlele kažem, te teme normalizacije so ene vrste, tako kot bi rekel človek, ene kategorije, ki je en tako sito ali pa filtri, skozi kere bomo se gledali in opazovali in probali na vsako od teh tematik narediti eno spremembo, kakšen eksperiment in videti, ali smo se znašli ali pa ne. Tole sem tudi z tega Vitovtevega podlage pobrala in je tudi Herta danes že o tem nekaj govorila, tako da zdaj tole bom preskočila. O tarčah kritike je tudi že Herta danes govorila, ne? In jaz bi se tlele mogoče še zaustavila, ker nas čaka dosti praktično delo pol v naslednjih mesecih. Mi bomo opazovali, bomo spreminjali in kaj bomo opazovali? Bomo opazovali okolje, v katerem smo, ureditve v tem smislu, kako stvari, ne vem, kakšne so hierarhije, kakšni so naši protokoli in tako naprej, znotraj kakšnih teh čist formaliziranih ureditev se gibljemo znotraj inštitucije in kje nam te formalizirane ureditve dopuščajo spontanost in prilagajanje. Opazovali bomo vzdušje in odnose, ritem življenja. Pogovarjali se bomo, to je tisto, kar tudi smo danes že večkrat slišali, z uporabniki, speljati ta zaupen dialog, gledati na svet in na ideje pomoči skozi uporabniško perspektivo, si omogočati empatijo in biti pozorni na to, da do življenja, da tisto, kar počnemo tudi kot strokovnjaki skupaj z ljudmi, da to za njih v življenje prinese eno novo kvaliteto, da bojo lahko rekli, zaradi tega, ker so skupaj z nami nekaj počeli, jim je boljš, ne pa slabš. Da smo to, ker se je, ne vem, z mano kot socialno delavko nekdo ukvarjal glede svoje osebnega problema, da je zdaj reče, lažje mi je, kakor mi je bilo prej, bolj živim, našla sva dobre izhode. Tlele bi zdaj še opozorila tudi na to, Herta je danes o Maslowovi hierarhiji govorila, potreba, ampak recimo na Fakulteti za socialno delo smo v zadnjih 20 letih kar precej na potrebah delali in smo recimo te potrebe ljudi probali zajeti skozi en tak holistično hermeneutičen kontekst. In tukaj recimo lahko smo naredili en tak indeks potreb in če temu rečemo, kako v ta indeks zaznavamo, tukaj smo pa pol take magnetke definirali. In recimo na potrebe, indeks potreb v knjigi Dolgotrajna oskrba jih najdete bolj natančno razložene, sicer pa je pomembno zato, da človek lahko samostojno živi, je to, da ima stanovanje, neko varno okolje za bivanje, delo in denar, logično, stik in družabnost. Potrebno je pogledati, kako mu poteka vsakdanje življenje, koliko ima nadzora nad življenje. Tema potreb in indeks potreb se kaže tudi skozi to, kako zdaj namesto hospitalizacije, kaj je lahko tisto, kar se lahko zgodi namesto hospitalizacije in institucionalizacije v dogodkih življenjskih, ki bi sicer človeka pripeljale v inštitucijo. Pomembna tema potreb so tudi interakcije v stikih in družabnosti med ljudmi, in ker ravno za ljudi, ki imajo določene stigme, nalepke, se pogosto zgodi to, da so nerazumljeni, tudi to smo se danes že pogovarjali, je te nesporazumi, ki jih je, ne vem, eden ali je Lorenzo ali je Vito omenjal, je govoril o nesporazumih med strokovnjaki in uporabniki. Problem institucionalne kariere, ljudje, ki so, ne vem, 20, 30, pa tudi, če si sam 5 let ali pa pol leta v nekem institucionalnem okolju, to vpliva na to, kaj se dogaja s tvojimi spretnostmi, o tem bo recimo Leja pol še nekaj tudi povedala, kako razumeti spretnosti
z vidika samostojnega življenja, pa tudi na nek način, kako inštitucija človeka lahko ohromi v tem, da bi ohranjal ali pa razvijal take spretnosti vsakdanjega življenja. In problem ljudi, ki imajo stigme in nalepke, je ta neumeščenost in pripadnost. Kam, kje v družbi sploh so. Zdaj, tole se tiče malo tele vaje, ki bomo pol delali. Za danes sem se jaz pripravila eno nalogo, na katero vas bom pol spustila, ko bo še Leja noter prišla za svojo prezentacijo, ampak sem, da vam jo utemeljim. Namreč zelo zanimivo je bilo, da jaz nisem najprej teorij brala o pomenu rutin, ritualov, aktivnosti, stikov in tako naprej. V bistvu se je vse skupaj začelo skozi raziskovanje potreb ljudi in kar naenkrat so meni taki vzorci ven padali. Da ljudje imajo to neko, si želijo recimo, da je dan podoben dnevu, da eno take občutke varnosti dobijo, če lahko počnejo stvari, ki jim veliko pomenijo. Da imajo te svoje neke intimne rituale in tako. In potem sem začela o tem malo več brati in sem videla, recimo pri Giddensu, Giddens je pisal o nekem ontološkem občutku varnosti, ki človek dobi, če ima ta vtis, da so dnevi predvidljivi, da jaz lahko računam, da bo jutrišnji dan podoben današnjemu, ker pol ne premišljujem o tem, kaj vse groznega se mi lahko zgodi. Seveda to ne pomeni to, da mi mora biti dolg čas, pa da je ta rutina tista, ki je hromi in me dela ne konstruktivno ali pa je dolgočasna. Obratno, to so tisti deli rutin in potekov dni, ki jih jaz cenim, ki so za mene tisti momenti, ki so del ene moje osebne identitete. Tako da to je en tak zelo močen moment, ki človeku daje to zaupanje v življenje, da ne premišljuje več o tem, kaj vse se mi groznega lahko zgodi, a bom umrl. V bistvu to zaupanje, da bodo dnevi podobni dnevu, sprožijo to, da se mi ne ukvarjamo sami s sabo v tem smislu, kako naj se sploh prebijem. Dajo nam nek tak temeljno stabilnost, da lahko pol smo ustvarjalni in spontani in da si upamo tudi kaj probati, pa kaj novega, v nekaj novega stopiti, ker se potem zmeri znova lahko vračamo v to varno rutino, ki jo poznamo. In ravno prehodi iz skupnosti v inštitucijo, pa tudi obratno. Inštitucija je tudi ratala varen prostor za marsikoga in prehod iz inštitucije nazaj v skupnost ali pa v neko drugo obliko dela. Danes imamo prakso delati, jaz kot zaposlena delam v enem zelo institucionalnem okolju, sprememba teh rutin, koridorjev, ki jih vsak dan od jutra do večera naredim pri svojem delu, me navdaja z negotovostjo. Ne vem, kako se bom znašla v enem drugem prostoru, ali bom lahko ali ne. Tako da v bistvu vztrajanje pri enih strategijah življenjskih je včasih lahko tudi v bistvu vztrajanje ravno zato, ker nam sprememba se nam zdi tako drastična, da se nam zdi, da nam zamaja ta občutek zaupanja v življenje.